Dober dan. Živijo. Sva tik pred praznikom, torej je čas za analizo stanja, je čas za razpravo o tem, kje smo z nacionalno suverenostjo. Ker se pa to prekriva z sestanki vodstva Abanke, morda tudi vlade, o tem, kaj storiti z banko, ki je še v slovenski lasti, pa morda ne bo več, bi morda bila to trasa, po kateri bi midva diskutirala o tem, kje smo s suverenostjo. Namreč, tako kot zdaj kaže, je Abanka sistemska banka, na mizi je kar solidna ponudba za prodajo, govori se o 500 milijonih, kandidati Apollo, Madžarska banka, morda še kdo. Kaj storiti? Se pravi, v tem trenutku, ko mi govorijo, se verjetno nekaj dogaja. To je nekje na DUTB-ju? Nadzorni svet SDH-ja. Nadzorni svet SDH-ja mora Nadzorni svet SDH-ja sprejema odločitev o tem. Okay. Zdaj pa lahko nadzorni svet SDH-ja to odločitev sprejme, lahko pa reče, ne bomo se odločili, odloči naj se vlada, ki je skupščina SDH-ja, se pravi edini lastnik Slovenskega državnega holdinga in pač, ker je edini lastnik, ima status tudi skupščine. Torej, premier Šarec je v preteklih dneh izrekel nekaj pomislekov, glede te prodaje in jaz bi s njim soglašal. In to globoko soglašal. Namreč on je bil pod vtisom, na to se je tudi skliceval in debata v parlamentu na ravni očitkov je tekla, kaj se je dogajalo tam leta 2013, kaj se je dogajalo takrat, ko je v Slovenijo prihajala Evropska trojka. Evropska trojka se je na koncu prelevila v slovensko trojko in vse to je postalo zdaj malo bolj aktualno z pač dokumentarcem Žrelo, ki ga je pač izdelala nacionalna televizija. Brezno, ja. Žrelo je tudi dokumentarc Morski psi. Danes smo malo težave za spominom. Jaz sem namreč gledal to Brezno in je vzemiva ga za iztočnico, zaradi tega, ker se je pač premier Šarec na to skliceval. Iztočnica pa je dobra zato, ker ta dokumentarc oziroma ta prispevek, film ali kakorkoli že, operira z nekaterimi dejstvi, ki so pa objektivna in jih lahko potem ocenjujemo. Ta objektivna dejstva so pokazala na neko grozljivo dimenzijo, ki nam ne sme dati spat. Predvsem prvič zaradi tega, ker se mandat zdajšnji Evropski komisiji izteka in Evropska komisija je odgovorna za ta mes, ki se je dogajal v Sloveniji, bil je pa analogon tega, kar se je dogajalo v Grčiji v bistveno manjši obliki, bistveno nižjih frekvencah, v bistveno manjšem obsegu. V Sloveniji je bila frekvenca nižja. Ja. V Grčiji je bila pač usoda države od tega zavisela. Ampak v tistem času je Slovenija bila na tem, da dobi Evropsko trojko in resnici na ljubo vsi živo, se jaz oziroma tudi ti vsi živo spominjamo, kako je tedanji postpremijer, predtem pa premier Janša dobesedno povabil. Dobesedno povabil in je že govoril o tem. Meni je jasno, od kje je tvoj lapsus Žrelo Brezno. Ja. Lapsus Žrelo Brezno, ne gre za to, da bi bil ti navijač Jamesa Camerona, ki je naredil film Brezno, ali pa da bi bil na drugi strani navijač Spielberga, ki je naredil film Žrelo. Ja. Pač pa gre za to, da se je leta 2013 v Republiko Slovenijo vabil morske pse. Morske pse, torej iz tega tvoj lapsus Žrelo. Zelo verjetno je to podzavestna reakcija. Je zastrašujoče namreč to, da to je tako široka in tako globoka tema, da bi rabila res 3 od srede do srede, ampak če to komprimira v eno tako bolj zgoščeno obliko, gre namreč za to, da s tem dejanjem ali pa s tem časom se je uradno končala
teorija Old Boysov, ne? Ker takrat so Old Boysi dobesedno padli na kolena, so jim bile posekane roke in noge in na koncu se je izkazalo, da tisti, ki so bili pač, ne vem, strici iz ozadja in Old Boysi slovenskega gospodarstva so bili v primerjavi s tem, kar je prišlo ven po tej sanaciji bank in tem neskončno boljši, ne? Namreč izkazalo se je, da ko je Evropska komisija pošiljala te svoje mudžahide, finančne v slovenski finančni sistem, da so to delali na tak način, in to zdaj ne govorim na pamet, to je sicer bilo povedano v tem filmu, ampak jaz sem naredil svoj lastno raziskavo ali pa research, že v tistem času sem se pogovarjal z osebami, ki so bili dobesedno zgroženi, kako so v bistvu svetovalne firme v sodelovanju z Banko Slovenije, ta pa v bistvu pod očitno presijo Evropske komisije in centralne banke, ne, mesarili po bilancah slovenskih bank in metodologiji na način, ki do današnjega dne ni pojasnen. Dejansko ni pojasnen. Oni nikoli niso povedali, s kakšno metodologijo to delajo. Delali so pa tako nestrokovno, da so naši ljudje in ljudje, ki se spoznajo na revizije, zardevali v tistem času. Zaradi tega, ker so povedali, da obstajajo metodologije, ki so svetovno uveljavljene, predvsem pa evropsko uveljavljene, in potem na podlagi teh metodologij, na podlagi teh skal poveš, kaj počneš, na kakšen način nekaj vrednotiš, kaj nameravaš narediti in v katero kategorijo razvrščaš tisto, kar vidiš v bilancah, ne? Medtem ko tam ni bilo nič od tega in do današnjega dne je stvar nepojasnena. In že samo to, recimo, jaz sem takrat vložil 1000 evrov v NKBM, ne? V redu, jaz se strinjam pač z mnenjem Metode Dragonja, ne, da je pač to tvoja igra in če jo zgubiš, jo pač zgubiš. To je ena plat medalje, s katero se lahko strinjam. Druga plat medalje pa je bil postrižen. Ja, Kovca, ne. Pa ne vem koliko, mislim, da vsak 4. Slovenc. Nekoč je bil oglas za Istrsko banko, ne, ja, da ovco brez gospodarja tudi pozim šišajo. Ja. Ja. Ampak da je bila pa potem na koncu za 200 milijonov, če se ne motim, prodana cela banka, NKBM, ne, tukaj pa nekaj striže. Tle pa to dejstvo. Ampak malo drugače striže. Drugače striže. Ja. No in recimo, če vzamemo za neko drugo dejstvo, gre pa zelo primitivno razmišljati, ampak veljavno, ne, tam ob morju, ne, to se pravi, mislim, da je bila Izola, to je tisto pobočje tam nekje, ne, ker je bilo narejeno neko naselje, ne. In da je bilo to naselje, ki se danes prodaja v vrednosti 20 milijonov evrov, ta stanovanja, so bila v bistvu vzeta za 60 000 evrov, ne? To dejstvo pove praktično vse, ne? Pove, v kakšnih dimenzijah se gibljemo. Medtem ko danes stane recimo eno stanovanje v Ljubljani, recimo med 200 in 300 tisoč evrov za čist povprečno normalno standard bivanja, ne? So takrat dobili celo naselje za 60 000 evrov, bi se mi bilo ocenjeno in prenešeno pač na slabo banko, ali kaj že bilo takrat, ne? Skratka, to so stvari, za katere se je na koncu pokazalo, da je bila to politično-mafijska cena za to, da ni prišla trojka v Slovenijo. Takrat so bili vpleteni ministri Čufar, se pravi premijerka Alenka Bratušek, pa guverner Jazbeca. Ne. Za Jazbeca nisem prepričan, da gre za osebo, ki bi dal visok moralni kredit. Ampak recimo, da vzamemo, da politično gledano pri Alenki Bratušek pa pri Čufarju, da je preprosto šlo, ugibamo, ampak domnevamo za nek kompromis, če nočete dobiti trojko, ki vam bo podrla javno šolstvo, ki vam bo podrla javno zdravstvo, ki vam bo podrla javni sektor, ki bo šla v tako imenovane austerity measure na najhujši način, ne, potem, domnevam, je bilo treba za to lobijem prepustiti nekaj slovenskega premoženja. Ne. Domnevam, ne trdim. Mislim pa, da je to res. In zato rečem, to je bila politična odločitev in jih ne bi zato obsojal. Medtem ko pa Evropsko komisijo, ne, ki je pa, kot sledi iz dokumentov, več kot očitno izvrševala to presijo, potem pa lagala, da tega ni počela, da je samo opazovala. Ne. Mislim, tukaj je pa trenutek, ko se mora pa Slovenija zdaj pod vidikom novih podatkov in pod vidikom tožbe, ne, ki je dana na sodišče, ne, v zvezi z precenjenostjo slovenskega javnega dolga, ki bi naj bil 1 milijardo, razvil se je pa v skoraj 5, ne, vsaj 4. Ne. V tem primeru pa mislim, da je čas za to, da rečemo, zdaj pa na mestu suverenost države. Zdaj pa čas, da nekaj naredimo in
To poglavje je možno odpreti, ga je nujno odpreti in mislim, da ni nobenega razloga, da bi vlada morala vztrajati na tem, oziroma vlada bi morala preprosto sprejeti odločitev, da preprosto banke ne da, iz načelnih razlogov. Ker rabi eno sistemsko banko države. Ne morejo zdaj madžarski ocenjevalec slovenskih bank se pojavi, temu sledi pa dejstvo, da Madžarska kupuje slovenske banke, ne? Namreč v času, ko je Sloveniji grozil prihod trojke, je predstavnik Evropske komisije, ki je spremljal v Sloveniji budno naš nacionalni finančni sistem, prihajal iz Madžarske. In so šli v drobovje tega sistema. Siva eminenca slovenskega bančnega sistema je prihajal iz Budimpešte. To so ta dejstva, ki prihajajo na dan, so bili že takrat jasni, ampak zdaj se povezujejo neko celoto. In Evropska komisija je izgubila popolnoma ves ugled v trenutku, ko ni postavila jasnega stališča v zvezi z izrečeno sodbo, arbitražno sodbo glede Piranskega zaliva. No, to so pa zdaj naslednji elementi. In človek se vpraša, zakaj je to tako bilo, kaj se je v resnici takrat dogajalo. In ko zdaj zelo kompetentni ljudje, ki so imeli vpogled v tedanje dogajanje, so pri tem dogajanju tudi sodelovali ali pa ne sodelovali ali pa celo ne želeli sodelovati, povedo, kako so stvari potekale, jaz mislim, da na mestu razmišljati preprosto o uporu zoper to logiko, seveda na praven način, bodi si s tožbam, bodi si z močnim političnim stališčem, bodi si za državno držo, ker recimo eden od argumentov, ki ga izrekajo kritiki, je tudi ta, da dokler so v Sloveniji stvari odprte, sodno odprte, na sodišču odprte, ta stvar preprosto ne sme biti predmet trgovanja. Ena banka, čez druge so že prodane, ampak ta banka ne more biti predmet trgovanja, dokler je stvar na sodišču in na sodišču se razčiščuje, kakšna je bila vloga nekaterih funkcionarjev Banke Slovenije, ki so participirali pri odločitvah, ki so bile očitno vsiljene. In to na neki strokovni ravni in ta predimenzionirana bančna luknja, v katero so skočili potem te skladi. Danes pa vidimo seveda, kam pa sta comoli že recimo na primeru Adria in na podobnih primerih, in to ima Marjan Šarec prav, ko to izpostavlja. Perverzno je pa to, da ga zdaj... Govoriva o Adria Airways. O Adria Airways. Perverzno je pa to, da ga zdaj v parlamentu naskakuje poslanec Logar, od SDS, skratka iz stranke, ki je vse to povzročila. Ker takrat... Ta tvoja trditev je zelo kategorična. Mislim, lahko tle malo utemeljiš. Lej, v tistem času, ko je bila Pahorjeva vlada, se spomnimo, to je bilo pa v letih, dajva to v leta prevesti, ampak to je bilo... Se pravi, 2008-2011. Tako, 2008-2011. Jaz se natančno spominjam, kaj vse je Pahor s svojo vlado vložil, kakšne napore je vložil v to, da bi sprejeli sistemske ukrepe, se pravi prestrukturiranje gospodarstva in pa reforme, prepotrebne socialne reforme in tako naprej, in na blag način. Takrat je iskal tudi investitorja v Luki Koper in sicer direktno iz Nemčije in to iz A lige, ne iz Ž lige, iz A lige, ki bi v bistvu povzročila to, da bi nemško gospodarstvo se povezovalo z slovenskim gospodarstvom zaradi infrastrukturnih beneficij. Takrat je Janševa SDS torpedirala zato, ker je hotela priti na oblast. Resnica je ta, da potem se je pa vloga obrnila. Ko je Janša prišel na oblast, je pa Pahor torpediral, oziroma njegova SD, so torpedirali njegove strukturne reforme. Ime igre je bil ne rešiti Slovenijo, ampak storiti vse, da preoblikujejo oblast. Medtem ko so druge vlade, recimo Pahorjeva in pa naslednje, skrbele za neke vrste kontinuiteto, je bila Janševa intenca poskrbeti za popolno diskontinuiteto, pa tudi, če država propade. Dej to razloži, v smislu, za kakšno diskontinuiteto? Old boysov, menedžmenta, elite. Personalna zastava elite. Personalna zastava elite, kar je bil veljaven koncept. Mislim, jaz to vzamem za veljavni koncept, tudi politično in družbeno veljavni koncept, seveda pod pogojem, da za to elito, ki si jih dokazal nepravilnosti, ki si jih dokazal nepotizem, ki si jih dokazal in dejansko tam je bilo kar kaj dokazati možno. Ampak potem naslednja poteza je, da ti narediš, da ti pripelješ bolj strokovno kompetentne ljudi, bolj moralne ljudi in da zagotavljaš dolgoročno vizijo prvič gospodarske rasti, drugič družbene rasti in tretjič državne rasti, oziroma rasti državnega sistema, ki ve, kaj hoče. Janša je pripeljal dobesedno
potres, razdor, Morske pse. morske pse Žrelo. in je odprto govoril, da vabi pač evropsko trojko in je tudi povedal, kaj bodo počeli. In se je tako rekoč rogal sindikatom, se je tako rekoč rogal javnemu šolstvu, javnemu zdravstvu, zagovarjal koncept privatizacije. Skratka, naredil je potres. Ko je on začel omenjati to, ne, pravi Jože P. Damjan, ne, pravi, da takrat je Slovenija šele prišla na radar problematičnih držav. In kaj se je takrat dogajalo v mednarodni skupnosti, mednarodni govorim pač evropski, ne? Takrat se je šojblalo Grčijo. Ne? Šojble je takrat uničeval Grčijo in to na najbolj, kako naj rečem, mislim, jaz tega takrat nisem razumel. Ne? Zdaj, ko sem prebral pa v detajle Varufakisove spomine oziroma knjigo, pa razumem, kaj se je dogajalo. Takrat sploh ni bilo pomembno, ali se Grčijo reši. Ni bilo pomembno, ali bo Grčija kot država propadla za 100 let. Pomembno je bilo to, da se uveljavi nek prav, neko dominacijo, da se ta neoliberalna in nemška dominacija izkaže kot formula, po kateri se bodo vsi bali karkoli drugega delati kot to, kar narekuje kapital in pa kar narekuje Nemčija v Evropi. Ne? In Slovenija je v tem kontekstu padla na radar in postala mali pilotni model za to, recimo, kar bi se danes moralo zgoditi Italiji, ker Italija je danes na tem, kar je takrat Slovenija bila. Ne? Skratka, da bi zdaj prišli morski psi v Italijo in uničili Italijo na ta način. Ne? Salvini tega ne bo dovolil, mislim, že zaradi tega ne bo dovolil, ker je to njegova politična smrt. Ne? Skratka, in vsem tem demonom je vrat odprl takrat Janša, tisti, ki so sodelovali, so pač sodelovali tudi zraven. Ne? In njegova stranka zdaj absolutno nima moralne pravice, da komorkoli postavi vprašanje, ker ministrstvo, ki ga je Čufar prevzel takrat od Šircla, je bilo dobesedno v razsulu. Ne? Zdaj pa Logar postavlja vprašanja zdajšnjemu premijeru, ki pa dejansko s tem ni imel nič, ne, popolnoma nič. Mu postavlja vprašanje, kaj ste vi naredili, kaj ste vi zakrivili, zakaj ste vi in poskuša zaračunavati nazaj bančno luknjo. Ne. Zato so take perverzni obrati, natanko to, kar se je zgodilo v bistvu z uničevanjem bank, dobesedno za uničevanjem bank, za razvrednotenjem vsega tega, za razvrednotenjem vseh metodologij se zdaj dogaja tudi na politični ravni. Ne. In če vzamemo samo to, kar sva rekla, v redu, zdaj imamo pač opravka z praznikom državnosti, ne. In se vprašamo, kakšna bi bila pa zdaj, recimo kateri zemljevidi ali pa kateri grafikoni bi zdaj ponazorili perverznost stanja, v katerem se nahajajo. Ne, rekla so že prejšnjič, da ena od perverznosti, ki jo lahko grafično narišemo, recimo je Orbanov zemljevid razkosavanja ali pa pridobivanja ozemelj izgubljenih iz avstro-ogrske monarhije, se pravi, pri nas se pravi Orbanov zemljevid, ki kaže Madžarsko pred trianonsko pogodbo. Ja. Ja. In pa apetite po Prekmurju, ne? Po reki Prekmurju, ampak sega ta zemljevid tudi v lepe dele Češke in tako naprej. Ne? Ampak to je Romunije. grafični zemljevid politične filozofije te norosti iz strani Madžarske. Potem imamo grafični zemljevid italijanske politične Salvinijeve norosti, ki pa čez Slovenijo predirka se te dol do Zadra nekam, skratka celo Dalmacijo hoče, zgornjo Dalmacijo hoče pobrati, ne? A še celo nižji dol, ne vem dokam, ne? Skratka, ne? In Slovenija pa ni narisala zemljevida, ampak je napisala knjigo, in to ne Slovenija, ampak Janša je pa napisal knjigo o Črnem panterju pa o Noriškem kraljestvu. Ne? Dokam, Noriško kraljestvo, dokam to sega? Ja, najmanj do Grozgloknerja, pa v en orenk kos Italije, ne? Pa do Dunaja, ne vem kam vse. Ne? Skratka, to je bila velika Slovenija z veliko idejo, ne, povezana z vsemi možnimi iluzijami in tako naprej. In vse, kar mi imamo zdaj od tega, je ladja norcev, to se pravi ljudi, ki sanjajo neumnosti, hkrati delajo pa ravno nasprotno od tega. Ne? Namesto da bi ohranjali suverenost nad tem, kar je pravno in zgodovinsko pridobljeno, so šli uničevati natanko to, kar smo že imeli, standarde, ki so že bili pridobljeni. Ne? In se na koncu koncev stokrat ponovljena moja misel ponavlja, da vse tisto, kar smo nekoč kritizirali, je dobesedno bil paradiž proti tem, kar smo dobili, pa ne samo od opozicije v imenu SDS in pa v osebi Janše, ki je v bistvu jezdec apokalipse, ne? Ampak same Evropske komisije. In to postaja. To je pa tisto, kar postaja pa zdaj popolnoma nov moment, ki je pa strašno zaskrbljujoč. Mi smo vendar v to Evropo verjeli. Ne? Mi smo verjeli, da je to prostor pravne države in predvsem prostor neke pravičnosti, svobode narodov in pa skupnost suverenih entitet. Ne. Zdaj, ne vem, tudi če bo zdaj ta Vestertage prišla za komisarko, ne, da kar
zadnjič sem jo še zagovarjal, ne, moram spet priznati napako, nisem več prepričan, ne, ker bo vztrajala na stališču, ne, da je treba tiste izsiljene obljube držati. Ne. Izsiljena obljuba recimo je, da bomo prodali vse banke. Kje pa je logika, da neka država proda vse banke? Še posebej, če se izkaže, da so bili dolgovi oziroma da so bile v bistvu slabe bilance podtaknjene in da to sploh realno ni bilo res. Ker slovenski bančni sistem, mislim, to je spet za mene novica, ne, kot laika, ampak se pridno učim, tako da lepo napredujem v teh ekonomskih vedah in številkah, ne, se fejst učim, ne, ampak kot zdaj razumem, ne, je bila izpostavljenost slovenskih bank nižja kot pa nemških. Nemškim se ni zgodilo pa popolnoma ničesar. Ne. Odkot ta dvojna merila? Kje je tukaj zdaj Evropska unija? Kje je duh Evrope? Kje je duh Evrope? In v tem tempu in v tej logiki, ne, potem človek tudi začne razumeti, odkot lahko tak grozovit uspeh evropskih populistov. Ja, zakaj? Zaradi teh evrobirokratov, ki so pokvarjeni, ki delujejo v interesu lobistov in ki šojbljajo. Ker Šojblova metoda, ne, ki jo imenujem šojblanje, tako malo hudomušno, v resnici pa čisto resno mislim, tako kot oblanje. Ne. Ja. Ker tako kot je Šojble pošojblal Grčijo, ne, mislim, Slovenija je bila pilotski projekt potem za šojblanje Italije, za šojblanje Španije, eventualno celo za šojblanje Francije. Ne. Mislim, to pa moj pogled na Evropo spremeni, popolnoma jo spremeni in se potem, jaz sem velik evropeist v svojem konceptu, ampak sem pa po drugi strani tudi pripadnik najbolj preproste, bazične politične filozofije o suverenosti človeka in državljana in pa države. Mislim, Slovenija je samostojna, suverena država in to suverenost ima pravico in jo mora zaščititi pred norci, ki jo poskušajo okradati ali po domače, pred morskimi psi, notranjimi in zunanjimi. Ne? Zato pa imamo pravni red, zato imamo pravni sistem in zato imamo konec koncev politiko. In to, da je Marjan Šarec kot premier, nočem ga zagovarjati, ampak to, da je sploh omenil možnost, ne, je dobra poteza. Ne? Je dobra poteza, da mi ne bomo držali neke zaveze. Oprostite, zato pa zaveza pač ni bila, to je bila izsiljena obljuba. Ne? Dobro. Ja. Filmov ne bo snemal, lahko pa napišeš knjigo, ki se bo imenovala Žrelo. Ja, dobro, ampak pazi, s tem midva verjetno zaključujeva današnjo reč, ampak tole pač nadaljevanko, ne, od srede do srede. Ampak jaz mislim, da je to tako močna tema, da bi morala postati nacionalna debata. Ne. Hvala za danes.